smo nazaj, vi ste nazaj, kameraman je z WC prišel. Gremo kar naprej. Pejmo k naši najbolj vroči aferi v regiji, aferi Agrokor. Potem, ko smo mislili, da bo novi šefe Antonio Alvarez Zareti, znan tudi kot Enrique Iglesias, prekonstruiranja podjetij, ki se je reševanje Agrokorja zdaj vmešala še hrvaška vlada. Vse skupaj postaje vedno bolj podobno mehiški telenoveli, kar pomeni samo nekaj. Tole. Agracija je mlada, lepa in nadobudna veleposestnica, ki pa je zaradi pretiranega zadolževanja in kupovanja novih hacient ostala brez denarja. Da bi jo rešil pred sramoto in propadom, vstopi Antonio Alvarez III, ki že 25 let rešuje mlade in lepe veleposestnice iz finančnih težav. Predvaja ji svoj glasbeni spot na YouTube, pokaže selfije na Instagramu in odpusti vso njihovo delovno silo. A Antonio je pozabil na eno stvar, s katero se nikoli, ampak res nikoli ne smeš zajebavati. Starši Agracije so za pomoč raje prosili lokalne veljake, ki so, da bi rešili dekle, sprejeli povsem novo zakonodajo. Agraciji pa so domov poslali domačina, sivega in šarmantnega Anteja. Vidoč, da ob tem lepotcu Enrique Iglesias nima šans, spakira svoj dizajnerski kovček in odleti iz mesta. Vrnil se bo samo, če ga Agracija res lepo prosi, ali pa če Ante pristane na trojček. Več pa v naslednjem nadaljevanju telenovele Agrocorazon. Ok, mogoče telenovela ni najboljši način, kako razložiti vrko v Agrokorju. Meni je zdaj še manj jasno kot prej. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Po pameti!